Vodja poslanske skupine NSI, zanima me, če lahko dobim en komentar na včerajšnjo zavrnitev krovnega zakona o denacionalizaciji oziroma. Dober dan tudi vam voščim. Mi smo ves čas pozdravljali zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in ga v državno-zborsko proceduro vložila vlada. To je zakon o zaključku postopkov vračanja podržavljenega premoženja. Namreč postopke denacionalizacije, s tem se gotovo v Sloveniji vsi strinjamo, se vlečejo preveč dolgo. To pravzaprav že skoraj da spominja na nepravno državo, da se nek proces dogaja v državi več kot 15 let. S tem nastajajo seveda novi stroški, ki jih pa seveda davkoplačevalci moramo plačevati. Vendar je problem v tem, da se je očitno opozicija in tudi nekatere druge politične sile v Sloveniji tako postavila proti temu zakonu, da smo se v koaliciji pravzaprav odločili, da sami omogočimo, da zakon pade. Zaradi tega, ker bi prav gotovo, če ne drugi, morda državni svet, morda pravim, sprožil referendum. To gotovo ne bi koristilo nikomur, sploh pa ne v tem volilnem letu. Upamo pa, da nam bo zaupan mandat v naslednjem mandatnem obdobju 2008 do 2012 in takrat bomo gotovo ta zakon kot enega prvih sprejeli. Zdaj še povedete, glede na to, da je 6 koalicijskih poslancev SDS glasovalo proti sprejetju zakona, a to kaj umaja koalicijo ali pa ne vem, kaj to kaže na kakšne razprtije ali pa ste se to že prej vedeli na tak razplet ali je bilo presenečenje za vas? Ne, prav nič. Mi smo včeraj imeli dopoldne redno koordinacijo vodij poslanskih skupin, ko smo sešteli vse te informacije, s katerimi smo razpolagali glede velike verjetnosti za razpis referenduma o tem zakonu, potem smo se dogovorili, da bo ta zakon padel. Poslanska skupina Nove Slovenije je v celoti glasovala ponovno za zakon, za ostale poslanske skupine pa niti ne vem, so se pa tako dogovorile, da enostavno ne bi zbrali 46 potrebnih glasov. Sprav zaradi straha pred referendumom, sprav pred volitvami, je zakon padel. Ne bi bilo smiselno, da slovensko javnost, slovenske volivce obremenjujemo s tem zakonom in gotovo to ne bi bilo koaliciji v korist, ker se hitro lahko negativna kampanja, kot smo v Sloveniji vajeni, bolj prime kot pozitivna. Sploh pa na tem pa stojimo trdno in smo prepričani, predvsem v poslanski skupini Nove Slovenije, da ta zakon prinaša pozitivne rešitve, ne odpira novega kroga in ne širi kroga upravičencev, gre samo pravzaprav za tehnične določbe zakona, ki bi postopke denacionalizacije hitreje privedli do konca. Hitreje pa ne pomeni manj kakovostno, tudi kakovostno. Zanima me ena stvar, kako komentirate včerajšnjo zavrnitev zakona o denacionalizaciji? Parlament se je pač odločil, potrebnih je bilo 46 glasov, za potrditev zakona jih ni bilo dovolj in s tem je zakonodajni postopek zaključen. Zdaj, komentar. Jaz moram reči, da je vseeno škoda, da se je ta razprava sprevrgla v eno debato, ki ni bila predmet tega zakona. Ta zakon ni imel namena spreminjati zakona iz leta 1991 in ga tudi ni spreminjal in ni vplival na konkretne postopke, ki tečejo. Bi pa omogočil, da bi se stvari dogajale hitreje, da bi se zaključvale in da bi v nekem realnem roku ta postopek, ki bi moral biti že zdavnaj zaključen, zaključili. Ustavno sodišče je že pred 12 leti, leta 1996, ugotovilo, da je dejstvo, da se ta zakon uresničuje prepočasi, škodljivo za državo in predlagalo, da se z vsemi ukrepi, ki so na voljo, ti postopki pospešijo in čim prej zaključijo. Zakon je bil namreč sprejet pred 17 leti in negativni učinki tega zavlačevanja gredo v breme davkoplačevalcev. Pa je bilo to zavrnitev presenečenja za koalicijo ali že v prejšnjem dogovoru? Glejte, vsako odločitev treba sprejeti tako, kot je.
Tako da v parlamentarnih demokracijah odloča večina, v tem primeru bi morala odločiti kvalificirana večina, te ni bilo in ne vidim kakšne velike zgodbe. Vidim pa zgodbo v tem, da je bil namen zakona dober, ni bil slab in ni res, kar so trdili nekateri in to zelo dobro vedo, da to ni res, kar so trdili, češ, da ne bi s tem zakonom širili krog upravičen in ne bi, to je predvsem je zdaj najbolj motlo, omogočali cerkvi pridobitev nečesa, do česar ni upravičena. Če ste pogledali v teh 11 členov zakona, ste videli, da nič od tega ni v njem, da ni nobene materialne določbe, je šlo izključno za procesne določbe, se pravi za roke, v katerih naj sodišča in organi, ki o teh stvareh odločijo, dokončno odločijo. Ampak vendar je 6 vaših poslancev so vzdržalo oziroma glasovalo proti. Ja, mislim, da strani naše poslanske skupine ni nihče glasoval proti. So bili pa vzdržani? Izpis je javen in si ga lahko vsak pogleda.